Jaz pomenil sem imel enkrat eno idejo, pač ene bende skupaj, ki že dolgo niso igrali, skupaj so že nehali igrati, pa da bi jih spet na oder zavekla, kao. Pa in delujoče in nedelujoče bende vse leti. To smo bili fantje 10-15 let starejši od moje. Mi smo 10-15 let prej igrali. In smo jih hoteli skupaj dobiti. Mi smo jih dobila. In so špila. In so bili zelo veseli, da so jih povabila. Po 10 letih pavze, ki že dolgo niso igrali, so rekli, da bomo probali še enkrat, če smo spomni za kaj. V bistvu je to to. Zarjavelje trobente so trobente, ki jih je napadal železov oksid ali domače. Ja, v Litiji pa je to bil in je koncert, ki sta ga pričela. Najna očeta. Ja, že kaj tazga, pa bi lahko povedal, Zarjavelje trobente, kje ta ime, a to veš, kje ta ime? Ne vem, mogoče po Predinu ali tistem komadu. A ni moš v njeno Zarjaveljo trobento doma? Še kar, ne pa še kar. Ja, ime je dala pa, mi smo takrat sodelovali s poglavno Aso, tenis igrišče. Tam smo se tudi odbili, tako že trobente. In je še kužena, ja, in one, ko smo njeno povedali, da so to stari bendi, starejši ljudje igrali, se ona spomnila imena Zarjavelje trobente. Kao zarjaveli, ne, nič več ne igrajo, pa Zarjavelje trobente pa nekaj kul. In pol tisti, ki smo bili mlajši, ki smo tudi igrali tudi mlajši takrat, smo one klicali, lej, Zarjavelje. To bom res povedal, prvi zametki. Prvi zametki so naredila že leta 1989, ki je bila obletnica Woodstocka. Obletnica Woodstocka 1989 je bilo 20 let Woodstocka. Mi so kar tle na ploščadi v Alvazorju tam naredila, so zvočenje postavila, pa smo kar neki ene šablonske stvari preigravali in to ob 3-4 popoldne, ki je folk šihta hodil. Vprašala so pa sam v Alvazor, ker so itak bili veseli, da bo še kaj zaslužili, bojo ljudem in hodili pa župom, ki se moral vprašati. Drugega bombenga. Postavila, igrali, vsak je prišel in vsak vlak je šel čez most, ker so folk hodili, smo mi igrali in vsak vesel se tam ustavil, vsak en pier spil in so bili vsi zadovoljni, nobeni težil, tako zdaj neki, ker ličejo. To so bili prvi zametki. Začele so se pa 93, to je bilo 89. Potem so pa na 3-4 leta premlevali, pa bi to naredila, kakor kao neki Woodstock, ki je bila ena pobuda, pa so pa 93 leta prvič Zarjavelje trobente šla delati. Po moje prvič ne vem, ali v zgodovini glasbeni bi rekel, da so se vsi bendi spravili na kup, od tistih, ki so že zdavni nehali, do tistih, ki so še nastajali. In takšnega dogodka še ni bilo Litik, so pa rekla, devek skupaj zbobnati in to pomeni za Litijo neki, pa vem, full the best, glasbena scena. Medgeneracijski dogodek. Projekt, ja, medgeneracijsko sodelovanje. Ja, definitivno bi se lahko izboljšali, če bi imeli več financ, recimo imaš pol možnost za en
res hud oder, to što je zraven tudi ozvočenje, light, što je prva stvar, ki verjetno Ja, kakšen band gostujoči, kot so prej rekla. Ja, da privab malo več ljudi mogoče, ne. Sej, drugače pa ima še kaj takega. Ja, en prostor sem naredil, ne, en prostor, kjer ne bo nobenega motel, ne, ker kjerkoli narediš, Ja, je problem, ne. so takoj problemi. Pa mogoče še več teh starih bendov, ne, zdaj v zadnjih teh letih, ko so se obudile spet Trobente, so bili sam v bistvu Volvoxi, ne. Ja, v bistvu bendov je zelo velik, ne, v Litiji, Ja. starih, ne. Tudi, da ko so že nehali, pa bi lahko mogoče spet začeli za ta dogodek, pa bi prišli malo zaigrati, ne. Kako je, ja. Malo. No fani, No manj. Tu je pa tle vse povezano z denarjem. Če bi bilo več denarja, da bi občina več prispevala, pa da bi kakšen projekt še dobili, bi se to sigurno dosti izboljšalo. Ker če imaš veliko denarja, imaš dobro zvočanje, ne? Če imaš veliko denarja, imaš dober oder in vsa tvoja infrastruktura, ki potegne za sabo, se pa s tem denarjem. Lahko bi se izboljšal, če bi bilo več denarja. Ja, dogodkov v Litiji podobnih je veliko, ne. Sicer niso, ne vem, kako velike, ne, ampak so tako bolj lokalni, v bistvu jih organizirajo te neformalne skupine, društva, mladinski center. In pa to nek velik festival, ne. Mogoče bi bilo fajn, da bi iz teh majhnih dogodkov naenkrat naredili en velik dogodek, da pride mogoče še kakšen drug band iz kje druge, ki mogoče... Ja, kakšen gostujoči band. Kakšen gostujoči, ne, mogoče kakšen bolj poznan, kaj ta je, pa bo kar super, ne. Denar. Ja, drugače pa je kar nekaj stvari. Ja, se trudim. Enkrat smo 2010 po moje bil na Asel, pa smo oder kar skompletirali nekaj, malo je bilo na tovornaku, malo je bilo pa na enih tam švelerih ali pa še podaljšem naprej. In smo imeli tam eno vilo, da smo gor hodili, pa je pa najprej Maša odpadla, ki je bila tudi organizatorka, na tisto vilo smo mogli odpustiti. Jaz mislim, da je bil bolj prvinski prej, ker so tudi ljudje tudi drugače vzemali te stare, ki so nehali že igrati. In meni se zdi že prej boljši 12.9. ob 8. prvencev. Ajde, čau. Dogodek se bo hodil kdaj? 12. septembra pred mladinskim centrom. Pa to velja, ne, tukaj so že prej povedali, za stare in mlade nima veze. Zdaj, ne morete reči, da vas je Emšo prehitel, pa kaj takega, ne. Tako da, ja, to je to. Vabljeni vsi. A so na boljška tam ali da? Ti so se